Dober dan, lep pozdrav, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli na spletnem dogodku Triglav skladov. V 30 minutah vam bomo skušali osvetliti trenutno perečo temo, to je inflacija in 3 odločitve, ki jih nujno sprejmite, da le-ta ne bo pojedla vaših prihrankov. Dobre webinarje prepoznate po tem, da se pravočasno začnejo, še boljše pa potem, da se tudi pravočasno končajo. Skušali se bomo zato držati zastavljenega tempa in 16:30 zaključiti z našim webinarjem. Moje ime je Tomaž, z mano bosta pa še direktor analiz Triglav skladov Gorazd Belovič in vodja upravljanja obvezniških naložb Aleš Čačevič. Ni nič narobe z vašimi monitorji, res sem tako rdeč v obraz, to je pa zato, ker smo zdaj čez prvomajske praznike gor na Štajerskem nekaj delali, treba je bilo eno betonsko ploščo zaliti in če kdo od vas se v zadnjem času slučajno lotil kakršnih koli del, ve, da prvič praktično nemogoče je dobiti nekoga, da vam sploh pride nekaj narediti, zato ker so vsi tako zasedeni, drugič pa to, da cena, ki je veljala včeraj, ne velja več danes. Zato me zanima in bi z naslednjim anketnim vprašanjem vas rad vprašal, kako močno vas inflacija skrbi, kako močno jo čutite. Odgovorite pa povsem enostavno, vzamete vaš mobilni telefon in samo s fotoaparatom skenirate QR kodo, na kar boste preusmerjeni na anketni portal, kjer samo podate vaš odgovor. Zelo veseli bomo vaših mnenj. Gorazd, tebe kaj skrbi inflacija? Živjo, Tomaž, lep pozdrav tudi poslušalkam in poslušalcem, oziroma gledalkam, gledalcem. Ja, malo pa že, teh številk v bistvu sam še nisem videl, če zdaj sežem toliko nazaj, vsaj ne na evrski ravni. Pravzaprav v Jugoslaviji smo nekaj podobnega, celo višjega že imeli. Ja, in pa mogoče, da dodam rešitev za tvoje dogodivščine čez prvomajske počitnice, mogoče, če bi majstri delovali tako kot mi prek webinarja, bi se kakšne stvari hitreje pa ažurneje reševale. Drži. Je pa res, da evo, super odgovori prihajajo. Je pa res, da tale inflacija, ker čez noč je postala malo kovačev pes. Do sedaj smo bili na enega pomerančka navajeni, zdaj pa je to malo bolj resna pa nevarna zadeva. Super, kar nekaj odgovorov smo že dobili, večino od vas malo skrbi, čeprav skoraj 40% vas pa zelo skrbi. Hvala vam za te odgovore, dajmo si pogledati, kaj se za to inflacijo skriva in kako se je ubranilo. Hvala lepa, hvala tudi za odgovore. Ja, brez skrbi očitno nismo. Je tudi precej jasno, kot boste videli, zakaj je tako. Ampak vseeno, da si vzamemo mogoče minuto za nekaj učbeniških definicij, kaj sploh inflacija je, da bomo res vsi pihali v isti rok. Torej, inflacija v teoriji pomeni, da se naenkrat zviša raven cen večine dobrin, torej ne samo posameznih, ne samo tistih, ki jih mi zaradi svojih potrošniških navad najbolj čutimo. In ja, tukaj lahko celo ločimo med dobro inflacijo in slabo inflacijo. To ni nek učbeniški termin, ampak recimo bolj naša skovanka. Dobra inflacija obsega neke zmerne stopnje rasti cen, ki absolutno koristijo gospodarstvu, torej podjetjem pač omogočajo nek
nek dobiček, tudi potrošniki ne razmišljajo preveč o tem, da bi z nakupi počakali na neke ugodnejše trenutke. Potem je pa tukaj še slaba inflacija in ja, to je višja stopnja inflacije, ta vnaša neko višjo stopnjo negotovosti v gospodarstvo, kar je seveda pomembno za vse nas, zmanjšuje kupno moč, kar bo seveda tudi eno naših glavnih sporočil današnjega webinarja. In nenazadnje tudi sama podjetja se soočajo zaradi te negotove situacije z relativno skromnejšo investicijsko aktivnostjo, če sploh je, ker seveda ta vidljivost v prihodnost ustrezno manjša. Tukaj lahko, torej v to slabo inflacijo, ta predalček bi lahko šteli tudi deflacijo, se pravi, če imamo negativno stopnjo rasti splošne ravni cen. Kakšno inflacijo imamo danes, torej v kakšnih številkah se pravzaprav pogovarjamo? Tole je graf za evroobmočje, z modro krivuljo vidite to inflacijo v zgodovinskem kontekstu za evroobmočje na letni ravni, približno 7,5%. Toliko je tudi ocenjena inflacija zdaj za april. No in zanimiva je še ta rdeča oziroma roza krivulja nad njo, to je neka zaznana inflacija. To je inflacija, ki jo seveda zaradi takih in drugačnih bolj ali manj vedenjskih vzorcev, tudi psiholoških mogoče občutkov, zaznamo potrošniki. Zakaj? Zato, ker si bolj zapomnimo recimo spremembe cen dobrin, ki jih plačujemo iz žepa, in ne tistih toliko zaradi trajnikov, ker si bolj zapomnimo seveda spremembe glede na neko daljše obdobje, medtem ko inflacija je samo leto na leto, in tako dalje. Imamo različne potrošniške navade, se pravi, te naše košarice so različne, ampak v vsakem pomenu je inflacija danes visoka, torej to kažejo statistike in ja, centralne banke so že na prelomu koledarskega leta opustile tisti izraz, da gre za neko prehodno kratkotrajno dogajanje. To ni, pokazal sem vam graf iz evroobmočja, to ni le težava ali pa situacija evroobmočja. Na levi strani se lepo vidi, da je ta inflacija zrasla tudi na globalni ravni, tako v razvitih kot tudi v razvijajočih se državah, to so te z kratico EMDE. In kar je še najbolj pomembno, da je ta inflacija presegla tiste ravni, o katerih sem prej govoril, ki jih lahko označujemo kot dobra inflacija, se pravi neka zmerna. Na desni strani vidite delež držav z inflacijo nad neko ciljno ravnjo in torej v letošnjem letu je ta po večino držav najvišja. Mi zelo radi seveda iščemo neka sidra v preteklosti, da lahko, rekel, današnje razmere nekako vrednotimo in tudi pri inflaciji je tako, torej zdaj smo se pomaknili torej v Združene države Amerike, tam je, kot vidite, inflacija trenutno celo nekoliko višja kot v evroobmočju in pred nami je v bistvu časovna serija od leta 1914 do danes in ja, recimo, da po tej krivulji iščemo zdaj obdobja, ki bi lahko bila podobna današnjemu. Prva dva večja skoka, se pravi ta okrog Prve svetovne vojne, pa ta skupek dvigov okrog Druge svetovne vojne, verjetno lahko iz te primerjave odstranimo, to so vendarle bila posebna obdobja. No in potem nekako se samo izriše tole obdobje 70-ih let, to je tudi obdobje, ki ga v medijih zasledimo kot večkrat omenjeno, tudi v smislu, ali prihajajo zdaj težave 70-ih let k nam ali pa v današnji čas. Pa dajmo si pogledati mogoče to primerjavo 70-ta v primerjavi z današnjim časom, kako so podobna, pa tudi kje so
kje so razlike. Nekaj dejavnikov je tukaj izlistanih, zato da dobimo v bistvu po več kategorijah primerjav med tema dvema obdobjama. Tako takrat kot danes smo imeli močno ekspanzivno monetarno politiko in fiskalno politiko. Takrat so bili, je bila aktualna Vietnamska vojna, pa tudi program Lyndona Johnsona o tako imenovani Great Society, torej dosti investicij in danes, ne nazadnje, pa leto, dve, pretekli dve leti, smo imeli veliko investicij, veliki fiskalni stimulus zaradi pandemije. Tako danes kot takrat je prišlo do ponudbenega šoka, celo na enaki dobrini, na nafti. No in te tri kategorije so neka vzporednica, neka skupna točka današnjega in takratnega obdobja. Potem pa pravzaprav imamo nekaj razlik. Takratna rast cene nafte je bila bistveno višja, vsaj v tisti prvi naftni krizi, ko se je cena nafte dvignila za 3-krat. Medtem ko danes pravzaprav v realnem kontekstu niti ne vidimo rekorda, kar se cene nafte tiče. Zelo pomembno, tukaj bo še moj kolega Aleš več nadaljeval, cilji centralnih bank takrat niso bili skoncentrirani na cenovno stabilnost. Centralne banke so šele išle dobro z Bretton Woodsom iz nekega zlatega standarda in so se z orodji monetarne politike šele začele srečevati, torej takrat v glavnem skrbele bolj ali manj za gospodarsko aktivnost. No in potem so na koncu še 4 bolj ali manj strukturni dejavniki, ki vplivajo na inflacijo. Danes bistveno več možnosti, da v tujini najdete cenejše kupce oziroma cenejše dobavitelje. Torej ta globalna trgovina bistveno bolj pomembna, rast prebivalstva nižja danes kot takrat. Takrat seveda z več prebivalstva tudi več pritiska po produktih in s tem inflacijskimi pritiski. Pomen sindikatov v 70-ih bistveno večji. Takrat se tudi, ta inflacijska klavzula prikrade v pogodbe in seveda inflacijo v bistvu integrira v oblikovanje cen produktov, tudi pogodb in pa predvsem plač. No in ne nazadnje tehnološki napredek, ki je ves ta čas seveda skrbel za višjo kakovost, tudi višjo avtomatizacijo in s tem zmanjševal inflacijske pritiske. Tako da obdobji sta po nekaterih dejavnikih podobni, po našem mnenju pa še vedno ne bomo imeli scenarija iz 70-ih let. No, več o tem še strani mojega kolega Aleša. Morda še z moje strani raje vprašanje, v bistvu, kako v času višje inflacije sploh ravnati ali pa v času, ki ga imamo danes. Prvo, malo za šalo, malo pa tudi za res, vodilo, pa prvi naš nasvet bi bil čim manj spremljanja novic o inflaciji. Zakaj inflacija kot taka je tudi socialni ali pa psihološki fenomen. S tem, ko se ognemo inflacijskim zgodbam in razpravam, debatam, tudi malo gostilniškim o inflaciji, seveda prispevamo k viralnosti same zgodbe o inflaciji, ki zaenkrat, tako razmahnjena kot v koncu 70-ih letih po različnih produktih še ni. Kot rečeno, malo za šalo, no bolj pa zares pa seveda vlagatelj v teh časih mora poiskati realno donosnost, torej tiste številke, ki jih vidite po predstavitvah, produktih, je potrebno prilagoditi za inflacijo. Tiste nominalne številke so še kako nižje, ko danes upoštevamo inflacijo. No in seveda mi kot upravljalci sredstev
ne moremo mimo grafa, ki ste ga morda že celo kje videli. To je dolgoročna perspektiva različnih naložbenih razredov, ki je precej zgovorna. Torej, od leta 1925 do danes lahko opazujemo, kaj je nastalo iz enega dolarja vloženega v različne, kot rečeno, naložbene razrede, od delnice velikih in malih podjetij, pa potem obveznic, zlata in ne nazadnje nas zanima tudi neka povprečna raven inflacije. Spodaj pod grafom, torej v tej legendi, si lahko pogledate tudi povprečno donosnost posameznih naložbenih razredov na letni ravni v tej daljši zgodovini. Mislim, da precej jasna, izsledki precej jasni v prid delniških naložb. Za tiste, ki bi se seveda vseeno radi bili nekoliko bolj drzni, tudi v času teh višjih inflacij, morda še tale statistika, če obdobje v Ameriki od leta 26 do danes razdelite na 3 inflacijske režime, se pravi obdobja, ko je inflacija bila od 0 do -11, od 0 do 5 oziroma od 5 do 20 in pogledate, kakšne so bile povprečne letne donosnosti delnic, ne boste videli, da donosnost delnic sledi višini inflacije, da je donosnost delnic najvišja ravno v času višje inflacije. V tem kontekstu delnice delujejo kot zelo učinkovito inflacijsko zavarovanje. Toliko z moje strani. Kot rečeno, predajam besedo Alešu, ki vas bo popeljal v trenutno bolj aktualno dogajanje, ki je seveda vezano predvsem na centralne banke, tudi scenarije glede gibanja same inflacije v prihodnje. Aleš, izvoli, si z nami. Hvala, Gorazd, za besedo. Lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem še z moje strani. Ja, moja naloga je, oziroma jaz vam bom v bistvu predstavil, kaj so zdaj dejanska inflacijska pričakovanja, ki se odvijajo na finančnih trgih, in pa kako se na to odzivajo centralne banke. Potem je tukaj na koncu pa seveda še, kako se bo to v bistvu potem, oziroma kako se to že sedaj reflektira na obveznicah. Zdaj, inflacijska pričakovanja so ključni element, ki generirajo obrestna pričakovanja na finančnih trgih, centralnih bankah in ne nazadnje pri vsakem posamezniku. Inflacijska pričakovanja, ki jih gledate zdaj tukaj na sliki, so dejansko pričakovanja, ki jih pričakujejo finančni trgi. Tista, ki pa jih pričakujejo gospodinjstva, načeloma seveda so nekoliko drugačna od tega. Kot se vidi na zgornjih grafih, kratkoročna inflacija pričakovano ostaja še vedno visoka glede na dolgoročno, kar pomeni, da se bodo postopno vrnila k dolgoročnim nivojem ali še nižje. To velja tako za ZDA kot Evropo. S tem pa je pričakovati, da se bo postopno verjetno znižala tudi trenutna visoka inflacija, ki se sedaj nahaja nekje na 7–8% in tja proti 3%, recimo v naslednjem letu. Reset samih inflacijskih pričakovanj se je zgodil seveda v COVID recesiji, potem pa se je z okrevanjem ekonomije to postavilo na noge, seveda z vsemi spodbudami centralnih bank in vlad. Nato se je rast nadaljevala seveda z energenti, rastjo energentov in surovin, ki pa se danes soočajo z zoprnimi ovirami med ponudbo in povpraševanjem, kar je seveda bila posledica COVID ukrepov. Na inflacijska pričakovanja na finančnih trgih zelo pomembno vplivajo cene energentov, kar se tudi lepo vidi na sliki, levo spodaj črne krivulje je cena nafte, modra in rdeča so pa inflacijska pričakovanja, ki so v ZDA in v Evropi. Tako da nafta seveda je tukaj pomemben igralec in faktor na ta pričakovanja. Sedaj je ta dejavnik nekako obvladovan oziroma se skuša obvladovati strani vlad z sproščanjem teh strateških rezerv, da bi bila rast nekako obvladovana in stabilna. Še vedno ima manj pod kontrolo tukaj plin, ki ostaja zdaj v fokusu
globalno gledano in tukaj je rast še vedno odprta in se nadaljuje, tako da predstavlja tveganje, da bo imel še vedno pritisk na inflacijo. Če gremo dalje in ostanemo nekoliko še tukaj pri surovinah, sem grafično tukaj želel prikazati v bistvu, kako se ta dvig krivulje pri surovinah zdaj dejansko odraža v sami inflaciji, predstavljena v bistvu inflacija v Ameriki, ki dosega že več kot 8%, ki je niso Američani že beležili že 40 let, če sem natančen. In dejansko potem tudi še gibanje cene premičnin, ki pa tudi se vidi po sami krivulji, kako je nekako pospešila se rast zdaj v tem zadnjem obdobju. No, k temu seveda pač ni zdaj tukaj bil vpliv strani same inflacije na cene premičnin, ampak tle so bili dejavniki povezani s COVID situacijo, res nizke cene, nizka cena denarja oziroma hipotekarne obrestne mere. In dejansko tudi samo povpraševanje se je precej opomoglo. In tako, da to je sicer trend, ki ga imamo ne samo v Ameriki, povsod po svetu in tudi doma smo mu priča. Spodaj je pa še predstavljen razrez same inflacije, kako v bistvu, iz kje prihaja ta inflacija. Zdaj, veliko je govora tudi v medijih, da to je bolj ali manj stvar izvora hrane in energije, ampak ni čisto temu tako. Vidi se recimo, da energija ima tukaj sicer zabeleženo veliko rast, ampak sam prispevek inflacije ima 2 odstotni točki od 8,5. Se pravi, to je četrtino same inflacije. Največji del tukaj pri tem imajo surovine brez energije. Tukaj v ozadju se skriva predvsem rast cen rabljenih avtomobilov in novih avtomobilov in storitve brez hrane in energije, ki pa predstavljajo predvsem najemnine v večjem delu. Skratka, te 3 dejavniki so imeli v bistvu še največji vpliv na inflacijo, ki pa niso povezani zdaj samo z ceno surovin in z omejitvo v ponudbo na globalnih trgih, ampak tudi v bistvu z posledicami COVID ukrepov. Inflacija centralne banke se, Gorazd, mi lahko daš malo naprej? Hvala. Centralne banke so zdaj seveda tisti igralec, ki se na ta inflacijska pričakovanja skušajo odzivati v čim bolj ustreznem času. To seveda to je težka naloga za njih, ker inflacija je zdaj poskočila bistveno bolj, kot so centralne banke pričakovale. Nekoli so, bi rekli, so lahko zamudili in seveda zdaj hitijo z svojimi ukrepi, ki je pri tem to eno ključnih ukrepov obrestna mera, da bi to inflacijo skušali zajeziti. In jo nekako pripeljali nazaj na neke tiste obvladljive nivoje. Konec koncev pri obeh centralnih bankah, tukaj govorimo pri ameriškem Fedu in Evropski centralni banki, je bistveno to, da je stabilnost cen ključ oziroma njihov ključni cilj. Pravzaprav vse temelji na tem, če ni stabilnosti cen, je seveda to velika težava za gospodarstvo. Obe centralni banki se zdaj dvigujeta obrestna pričakovanja, tukaj se lepo vidi na krivulji, oranžna so bila obrestna pričakovanja pred 6 meseci, modra so danes. Bistveno so se dvignila ta pričakovanja, da se bodo obrestne mere še dvigovale. Ravno včeraj je zasedal Fed, je dvignil po ne vem kolikih letih zdaj obrestno mero celo za 50 pik na 1% in poudaril, da bo še verjetno v takih korakih dvigoval obrestno mero. Pri Evropski centralni banki pa pravzaprav temu sledijo sicer v nekoliko manjših dvigih, kajti evropsko gospodarstvo ni tako robustno z vidika inflacije in seveda so tudi malo bolj previdni pri dvigovanju že tudi iz preteklosti in drugačne strukture gospodarstva. Zdaj, če gremo seveda tudi malo naprej. Kako se
sama ta inflacijska pričakovanja in posledično odzivanje centralnih bank, ki na to odreagirajo z dvigovanjem obrestnih pričakovanj in na koncu tudi obrestnimi merami, seveda se to zelo očitno odraža na obvezniških trgih. Tukaj je predstavljeno v bistvu krivulja donosnosti tako v Ameriki kot v Evropi v zadnjih 20, v Ameriki celo 30 letih. In v zadnjih 6 oziroma, bi rekel, kar eno leto nazaj smo bili priča dvigu donosnosti obveznic za približno v Evropi 20, rečemo temu bazičnih pik oziroma 2 odstotni točki, v Ameriki pa 2,5 odstotne točke. To gre za premike, ki so v zgodovini, ki se lepo vidi, bili nekako največji premiki in nam dajo seveda misliti, da se je s tem v bistvu tukaj že precej uračunalo v trge glede pričakovanj, koliko se bo dvignilo obrestne mere. Če gledamo naprej, smo tukaj še podali v bistvu še nekako vizualno, kako se to tudi reflektira na obvezniških indeksih in kakšni so bili te padci zdaj, ki smo jih beležili zdaj v zadnjem letu ali še malo več. Lahko rečemo, v Ameriki smo imeli zdaj 11-odstotni padec in takega padca ni bilo res 40 let nazaj, je bil na začetku 80-ih, kjer je bil, pa še takrat je padel v bistvu za nekaj več, spravo za 12,7 odstotka. Se pravi, imeli smo res močan padec, zgodovinsko gledano, medtem ko v Evropi pa celo indeks takega še ne beleži. Seveda, deloma se tle skriva razlog v tem, da smo imeli nivoje, zelo visoke nivoje pri obveznicah, negativne donosnosti, zato seveda so bila izhodišča zelo visoka in seveda zdaj, ko smo prišli v to obdobje močne inflacije, je ta popravek nekako seveda zdaj čisto razumljiv. Po drugi strani je pa seveda zdaj s tem pričakovanji glede dvigovanja obrestnih mer tukaj že precej uračunanega in je seveda zelo pod vprašanjem, ali bojo vsa ta pričakovanja glede dviga obrestnih mer se dejansko zgodila. Seveda to noben ne ve, tudi centralne banke ne vedo. Včeraj, ko je zasedala ameriška centralna banka, je njen guverner lepo povedal, tudi sami ne vejo, dokam bo šla inflacija in se ji bojo sproti prilagajali, ukolikor se bo že prej v bistvu umirila, bojo svoje pričakovanja temu ustrezno znižali, ukolikor bo vztrajala, seveda pač bojo morali vztrajati z dvigovanjem obrestnih mer. Na koncu pridemo do nekega zaključka, v bistvu, kaj so v bistvu te zaključki naših vsebine, v bistvu našega webinarja. Ključna sporočila, ki jih skušamo v bistvu zdaj tukaj predstaviti, je, da pač inflacija, ki smo danes priča, je seveda prisotna, ampak v taki meri, kot je danes, ne bo večna. Nikoli ni bila in tudi sedaj ne bo. Zdaj, ključno vprašanje samo o tem, koliko se bo zavlekla. Zavlekla se je že za nekaj časa, bolj kot so centralne banke pričakovale, ampak je to seveda že bolj stvar dejavnikov, kot se je geopolitika in ta seveda energetska kriza, ki se odraža v ceni energentov. Po drugi strani seveda bo pa to tudi na koncu posledica tega, kako močna in robustna bojo gospodarstva in kako znižala se bo gospodarska rast tekom leta. Pomembno naslednjo sporočilo je to, seveda se veliko govori o tem, da je recesija nekako blizu zaradi te inflacije, da predstavlja pomembno tveganje oziroma se tveganje recesije nekoliko povečalo, kar seveda je čist nekako komentar na mestu, oziroma rast BDP-ja se je v nekih državah že precej znižala, zdaj v začetku letošnjega leta, ampak neke recesije, ki bi res bila očitna, da bi bila zaskrbljujoča, zaenkrat in mi tudi v našem osrednjem scenariju ne vidimo. Je pa se lahko nekem srednji rok, recimo v letu ali dveh,
se to tveganje lahko poveča, ki bo seveda pa tudi povezano s tem, koliko bo inflacija vztrajala in koliko bo vplivala na samo porabo v gospodarstvu in konec koncev, koliko bo tudi obrestne mere vplivale na samo potrošnjo. Tretje sporočilo je pa tukaj, kaj je tisti naložbeni razred, ki nekako se v zgodovini izkazal kot relativno učinkovit ščit pred visoko inflacijo. Kaj pa drugega, delnice? Delnice so tudi v vseh obdobjih, tudi v tistih, ko so bile hiperinflacije, so se dolgoročno gledano izkazale kot dober naložbeni razred. V tistih obdobjih, seveda, ko je bila visoka inflacija, je bila seveda višja volatilnost, ampak sčasoma, potem z leti, na koncu, ko gledaš krivulje za nazaj, se je odrazila rast veliko bolje pri delnicah kot recimo v kakšni nafti, plinu ali da ne rečem še kakšni drugi surovini. Če se dotaknem še obveznic, te dejansko počasi postajajo zanimiv naložbeni razred po teh višjih obrestnih merah. Za zanimivost lahko povem, da v ZDA so obrestne mere zdaj že okoli 3%, govorimo o dolgoročnih obrestnih merah, medtem ko dividendna donosnost delnic je pa 2% in ta razlika že dolgo časa ni bila prisotna, tako da z tega vidika obveznice zagotovo postajajo zanimive vsaj Ameriki, če ne še kje druge. Tako da to so bila naša ključna sporočila, naše predstavitve. Bi pa prosil Tomaža mogoče še za kakšno misel na koncu. Super. Aleš, hvala, Gorazd, hvala. Zdi se mi, da sta bili vajini predstavitvi odlični. Meni sta razjasnila dileme, se pravi, kako trenutna inflacija je nekako v kontekstu zgodovinskih razmer, kaj je povzročilo, koliko časa zna trajati, pa tisto najbolj ključno, kaj narediti, da se pred njo zaščitimo. Moja ura kaže 16:31, kar pomeni, da se naš webinar uvršča med tiste odlične. Za zaključno misel bi pa Gorazd prosil, samo če daš še en slajd naprej. Zadnjič je bil pri meni en moj kolega Andrej, moj najboljši prijatelj, on je pravnik, me je vprašal, Tomaž, kako pa zdaj gre vam biznis, ne? Zdaj vam pa gre, ne? Pa sem rekel, zdaj pa kar nekako gre. Pa je sam, ki nikoli ni imel nobenih investicij, nobenih naložb, sam od sebe rekel, pa se je zdaj pa tako, ne, če imaš denar na banki, je praktično isto, kot če bi ga zažgal. In deloma res drži. In tukaj sem jaz vam želel samo še zadnjo zrno dodati, kako jaz vidim, kje se zares skriva tveganje. Veliko, ko se omenjajo naložbe, ko se omenjajo vzajemni skladi, se govori o tveganjih. To je zahteva zakonodajalca, to je zahteva našega regulatorja, vedno se govori tveganje. Ampak, če pogledamo tale graf, sem od spodaj narisal, kako se skozi čas recimo viša vrednost denarja na banki, kaj se dogaja z življenjskimi stroški, to je z inflacijo, in kaj se skozi dolgi rok dogaja z delniškimi naložbami, ki smo jih videli prej pri Gorazdu kot eno izmed najučinkovitejših orožij proti inflaciji. Se pravi, pri delnicah, delnice na dolgi rok konstantno, stalno rastejo, res pa je, da ta rast ni linearna, ampak je nihajoča. To vemo, tega se zavedamo, ampak to nihajnost ne glejte kot na tveganje višje. Tveganje se skriva v tistem razmaku med denarjem in življenjskimi stroški, inflacijo, ki vam ga dejansko vsak dan potihoma razvrednotuje. Nominalno številka še vedno ostaja enaka, ko pa greste v trgovino, ko pa želite iti na počitnice ali v restauracijo,
pa se ta razlika še kako čuti. Hvala vam za vašo pozornost. Upam, da smo bili zanimivi. Pogledamo še, a imamo kakšna vprašanja. Imamo. Menite, da je zdaj pravi čas za prodajo oziroma nakup nepremičnine? Ok, to je v bistvu zanimivo vprašanje. Jaz bom malo svoj vidik povedal, pa predajam besedo mojima sodelavcama. Se pravi, nepremičnine, če govorimo o nepremičninah v Sloveniji, smo v zadnjem letu videli neverjetno rast cen, ne vem, 30–50% cene rastejo. Tako kot moja anekdota iz začetka, ko smo na Štajerskem betonirali, isto zdaj cena, ki velja včeraj, ne velja več danes, deloma zaradi toliko velikega povpraševanja, deloma pa tudi zaradi tega, ker se materiali tako hudo dražijo, da ne omenim samega dela. Tako da, ali so trenutno nepremičnine na rekordno visokih ravneh v Sloveniji? Ja, so, še nikoli nismo videli toliko dragih. Je pa slovenski nepremičninski trg ni pravi trg. Slovenski nepremičninski trg nima praktično nobene globine in ima vedno nekako samo eno smer, veliko več je kupcev kot je prodajalcev. Tako da, če gledate, kaj se je skozi čas dogajalo, je to, da cene rastejo, potem pa se recimo umirijo. Spuščanja cen je pa zelo malo. Tisti trenutek je bil takrat v letu 2013 zaradi vseh teh stečajnih postopkov in kreditnega krča, ampak temu zdaj ni tako, denarja je veliko, tako da, kar se mene tiče, cene zelo visoke in sigurno nakup je treba dobro premisliti. Gorazd, Aleš, kaj bi videl dodala? Veliko si povedal, ja. Veliko si povedal, tudi se strinjam, da je v Sloveniji gibanje skoraj da samo enosmerno. Ampak mi smo upravljalci naložb in teh, ki kotirajo na borzi. In če z našimi očmi, z naše perspektive gledamo na nepremičnine, potem seveda imamo dve opciji. Če gre za nepremičnino, v kateri živimo, sem jaz nekako mnenja, pa to je bolj recimo temu, kaj bi rekel, ne vrednota, ampak stališče, torej tja, kjer se odločiš, da boš živel, verjetno kaj dosti špekulirati glede cene ne moreš. Tukaj pač, če ti je lokacija všeč, če se zaljubiš, verjetno plačaš tudi kaj več, predpostavljam, če si seveda lahko privoščiš. Tukaj kaj dosti, rekel, razmislek o tem, je nekaj pošteno vrednoteno ali nima dosti vpliva. Ja, pri teh naložb, se pravi v drugem scenariju, če je pa nepremičnina kot neka naložba, potem pa seveda pridemo zelo hitro do teh naših klasičnih sporočil, kakšen je vaš profil, ali je smiselno, da imate za eno nepremičnino v portfelju hiše, torej, da je to del vašega portfelja, in tukaj hitro pridemo do lahko zelo jasnih odgovorov. Če je ta portfelj 100 enot, pa hiša predstavlja 80 enot, je potem vprašanje, ali smo s tem naložbenim delom naredili najbolj optimalno razpršitev. In tukaj skoraj cene kaj dosti spet nimajo vpliva, ker se moramo prej pogovarjati o tem, kako optimalno razpršiti in vaš ali pa nekogaršnji premoženje in nenazadnje zagotavljati tudi likvidnost. Tako da to bi bil moj uvid v tole, več ali manj pa vem, da so situacije ljudi vezane na nakup prvega, torej tiste nepremičnine, v kateri bodo živeli, in tukaj pravzaprav razpravljanje o ceni igra, iskreno povedano, bolj malo
malo vlogo. No. Bom pa, da ne bomo predolgi upozoril, imamo še nekaj vprašanj, tudi se mi zdi zanimive. Torej, nerazkriti gledalec oziroma gledalka sprašuje o vlaganju v delnice v sklade. Mislim, da iz naše prezentacije je jasno, kater naložben razred vidimo kot dober ukrep proti inflaciji. Tudi sicer, seveda, če odpustimo inflacijo, menimo, da je vlaganje v sklade del neke kulture varčevanja. Mogoče še vprašanje Matjaža, kolikšen je minimalni čas, da se začne tveganje v delnice zmanjševati? Tudi to zanimivo vprašanje. Ja, daljše, kot je vaše varčevanje, ne. Manj problematična je tista gornja krivulja, ki jo je Tomaž kazal, se pravi tista krivulja, ki kaže nihanje delnic. In po 10 letih se to nihanje močno zmanjša. Imate, bom rekel, 10-letnih obdobij, kjer bi na koncu tega obdobja imeli negativno donosnost zelo malo, govorimo o 15% takih obdobij, medtem ko pri 20-letnem obdobju, se pravi, če 20 let držite razpršeno v delniških naložbah, takih obdobij praktično ni, tako da se to tveganje s časom močno zmanjša. Definitivno. Gorazd, jaz bom sam še toliko dodal, če smo zelo direktni, direktno vprašanje, direktni odgovor. 5 let je tisto obdobje, ko je res velik padec tveganja in pri 5-letnem obdobju imate več kot 80% verjetnost pozitivnega rezultata, se pravi zaslužka, ki je v povprečju na delnicah 8 do 9% vsako leto. Aleš, tebi prepustim vlaganje v Bitcoin. Tukaj smo že s Tomažem prejšnjič razlagali. Hvala, zelo blizu obveznicam, ne. Bitcoin tu je čisto poseben naložbeni razred, ki je zdaj zaradi v bistvu velikega vala in interesa institucionalnega denarja v ta naložbeni razred. Poleg tega, da so se vzpostavili tudi razni izvedeni inštrumenti, ki kotirajo na teh newyorških oziroma Chicago borzah, se pravi, to pomeni, se zdaj v bistvu nekako se je dogajanje na kripto svetu se je zelo povezano z dogajanjem tudi na Wall Streetu in vidi se, da je kar pomembna korelacija tudi z Nasdaqom. Toliko o tem, kako se zdaj zadeva odvija trenutno, kakšni so pa dolgoročni pogledi na kripto svet oziroma sam Bitcoin in vse tisti ostali coini, ki mu sledijo oziroma ki imajo pač večji sam potencial. To pa težko o tem sodim, ker to gre zdaj pač za posebno specifiko in posebne, ko bi rekel, zgodbe, ki res, mislim, imajo seveda v nekem pogledu imajo lahko neko perspektivo, ampak veliko vprašanj se tukaj postavlja tudi v končni fazi povezano z Bitcoinom z vidika regulacije tega trga, ker je še vedno nekaj posebnega in nekako ni tako reguliran kot klasični finančni trgi in tukaj mora biti najprej veliko narejenega na regulativi. Potem, to je prva stvar, druga stvar je pa tudi tukaj so donosnosti, bojo seveda še vedno bojo, ampak to je čisto stvar samega tistega apetita do tveganja, ker je zelo povezan, kot rečeno, tudi odvisen tudi od samega delniškega trga. Se govori tudi o tem, da ne bi bilo to nek digitalno zlato, ampak jaz temu ne verjamem, ker zlato se čisto drugače giba in odziva na inflacijo in tudi bolj igra mogoče kot inflaciji, medtem ko Bitcoin nima veze s tem. Tako kot nimajo, tudi kriptosvet nima veze z inflacijo,
ko se je nekaj govorilo, tako da to bi jaz popolnoma demantiral. In gre čisto za drugo filozofijo pri tem naložbenem segmentu. Definitivno, Aleš, se strinjam. Ko mene vprašajo, kaj si mislim o bitcoinih, dam zelo tak enostaven odgovor. Ja, kupite srečko. Točno toliko denarja namenite, kolikor bi namenili neki srečki. Če ne boste kupili srečke, ni šanse, da zadanete. Če jo kupite srečko, to šanso imate. Če pa ne boste zadeli, pa vas prav nič ne bo bolelo. Tako nekako, ja. 6% inflacija in 3% obresti na posojilo. Dober del, Aleš? Ja, mislim, ja, v bistvu... Še moramo vedeti, kakšen je pa donos te naložbe. To je zelo pomembno, ja, to je zelo pomembno, ker ti v bistvu zdaj, če nimaš nič investirano, si takoj izgubil v zadnjem letu minus 7%, ne, statistično gledano. Po kakšni košariki pa gledamo takole, kot vsak potrošnik, pa je občutek še večji. Tako da definitivno je treba imeti zavarovan denar v naložbah, ker nam ga dejansko inflacija je. In zdaj, če imaš pa še kredit, je pa zahtevana donosnost še toliko večja. Branko sprašuje, kaj menite o nakupu zlata kot naložbo? Ja, če ste bili pozorni na enem od tistih slajdov, z dolgoročno donosnostjo naložbenih razredov je bilo prikazano tudi zlato. Zlato ima eno posebno zgodbo, ne. Do leta 1971 je bila ta zadeva vezana, torej praktična cena zlata več ali manj fiksna. In ta donosnost od leta 1971 je potem, recimo temu, malo bolj propagirana, tudi nekoliko višja. Sicer pa brez tega obdobja v 70-ih let, ko je pač odreagiralo zlato, kot je, morda malo bolj skromna celotna zgodba, ne. Tako da na res dolgi rok iz našega grafikona, torej gledoč iz leta 2025, zlato je nekaj više kot inflacija. Vprašanje pa, če res upravičuje vlogo neke učinkovite zaščite proti inflaciji, ne. Jaz veliko lažje razumem neko vlaganje v podjetje, ne, ki se zoper inflacijo brani tako, da enostavno podraži svoje izdelke, na ta način poviša svoje prihodke in morebitne višje, ne vem, ali plače ali druge vhodne stroške pokrije na ta način. Seveda je pomembno, da se tukaj izbira podjetja, ki to možnost, to moč dviga cen imajo, ne, ampak tukaj logika deluje bistveno bolj intuitivno in razumljivo, in če že se česa oprijemljamo, ne, je to verjetno bolj zgodba nekih podjetij. Tako da zlato verjetno kot del neke razpršitve v nekih manjših odstotkih smiselno, ne, ampak ta razsodba, no, glede tega, ali je prava zaščita za inflacijo, pa mislim, da še ni dokončna, če se izločijo nekatere posebnosti preteklih obdobij. Ja, definitivno, Gorazd, jaz se definitivno strinjam in tudi, če pogledamo, ne, če se spomnimo tistega tvojega grafa, zakaj vlagati v nekaj, kar empirično daje nižje donosnosti skozi čas kot drugo, pa moramo vedeti, da zlato ne prinaša obresti, zlato ne prinaša dividend. V ekonomski teoriji se temu reče teorija večjega norca, se pravi, vse, od česa ste odvisni, je od nekoga, da bo to zlato kupil od vas po večji vrednosti. Če tega ne bo,
drugih prihodkov iz leta ne bo. Ok. Kaj lahko rečemo, da smo tudi počistili za sabo, Tomaž, kot pravi uspešni majstri? Tako, izgleda, da smo. Hvala vsem in se vidimo na naslednjem našem takem kratkem, vendar učinkovitem webinarju. Hvala za pozornost. Živjo. Živijo. Hvala lepa.